V Brdu pri Ljubljani smo obiskali novo stanovanjsko sosesko. Arhitekti so tesno sodelovali z investitorjem in čisto vsako stanovanje oblikovali popolnoma drugače. Sem Tomaž Pažek, arhitekt iz projektantskega biroja CoinHub. Skupaj z našo ekipo arhitektov smo zasnovali tale večstanovanjski objekt na Brdu, ki je pozicioniran na zelo strmem terenu znotraj strogo določenih gradbenih linij in za svojo lego nekako zelo dobro izkorišča okolico, v katero je postavljen. Takšno veliko zazidljivo zemljišče v Ljubljani je prav težko najti. Kako je investitor našel to parcelo? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Mi se pri CoinHubu ukvarjamo tudi z iskanjem zanimivih zemljišč za gradnjo, se pravi s suportom investitorjem, ki poskušajo oziroma ki investirajo v podobne nepremičnine kot je ta, predvsem v stanovanjske nepremičnine, tako da imamo razvit sistem iskanja praznih parcel. Pri tej parceli smo na začetku najdli investitorja, ki je imel parcelo v lasti, ampak sam ni zmogel celotne gradnje. Tako da smo prek platforme CoinHub našli soinvestitorja, s katerim sta se podala v gradnjo, ampak kot sem povedal že prej, gradnje nista speljala do konca, ampak sta parcelo samo oplemenitila, si upam, da trditi, z dobrim projektom in jo potem predala naprej investitorju, ki je pa bil takšen projekt tudi sposoben izvesti. Poznate platformo Moj Mojster? Kako ste našli izvajalce? Seveda platformo Moj Mojster zelo dobro poznamo, jo pri investitorjih, ki niso toliko vešči gradnje, ki se z gradnjo ne srečujejo vsak dan, tudi redno uporabljamo oziroma jo predlagamo investitorjem. V tem dotičnem primeru, se pravi večstanovanjske stavbe Brdo, pa je investitor tudi nekako izvajalec gradbeno-obrtniških del, tako da je za svojimi podizvajalci nekako obvladal celoten projekt in mislim, da platforme Moj Mojster pri tem ni uporabil. Gradnja je zaradi organiziranosti investitorja oziroma gradbinca potekala zelo linearno, brez večjih zapletov, tako da je bila tudi zaključena skorajda v roku. Nekoliko težav oziroma nekoliko se je zavlekla zadeva pri samem začetku, saj je zaradi nerodnega terena, zaradi nestabilnega terena bilo potrebno veliko pozornosti posvetiti varovanju gradbene jame, tudi pilotiranju, objekt ima več kot 50 pilotov, tako da smo potrebovali nekaj časa, da smo prišli z zemlje navzven, potem pa je gradnja stekla. Sicer se je malce zaustavilo pri sami fasadi, saj je bil kar izziv najti izvajalca, ki je bil dovolj pogumen, da je prevzel tako specifično oblikovanje fasade. Omenil si, da je šlo med gradnjo za kar velik izziv zaradi gradnje na nestabilnem terenu. Koliko časa je pa trajala gradnja? Ja, gradnja je vsega skupaj trajala nekje leto in pol, mislim, da kak mesec več. Vemo, da včasih že pri enostanovanjskih objektih lahko gradnja traja 1 leto in pol, tudi včasih 2 leti, tako da to je za takšen objekt relativno kratko obdobje. Temu botruje tudi dejstvo, da smo bili kot arhitekti zelo pogosto vključeni v samo gradnjo. Veseli nas, da smo lahko sodelovali z investitorjem, ki ima veliko izkušenj in tudi ve, na kak način si lahko z arhitektom pomaga pri sami gradnji. Tako da mi smo imeli vsakih 14 dni sestanke, tudi bolj pogosto v teh zadnjih fazah, ko so se delale finalizacije, se pravi končne obdelave, potem tudi fasada objekta. Tako da ja, smo veseli, da smo bili toliko vključeni in tudi mislim, da je na izdelku to nekako vidno. Tukaj za nami je čudovit pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, smo tudi na strmem pobočju. Kako ste zasnovali ta objekt? Ja, večstanovanjska stavba Brdo je, kot vidite, razdeljena na 2 volumna, v katerih je skupno 16 stanovanj, se pravi v vsakem volumnu po 8 stanovanj. Za 2 volumna smo se odločili zaradi večstranske osvetlitve, ki je za to delitvijo omogočena. Na vsako etažo pa imamo samo 3 stanovanja na hodnik, kar omogoča res veliko individualnost posameznih stanovanj v objektu. Posebno individualnost jim dajo tudi tlorisna zasnova, ki je pri vseh stanovanjih različna, se pravi niti 2 stanovanji nimata povsem enake tlorisne zasnove. Vse skupaj imamo 5 etaž, se pravi 2 kletni etaži, ki izkoriščata tale teren, potem prvo nadstropje, pritličje in pa podstrešna etaža od zgoraj. Sedaj stojimo tukaj v vmesnem prostoru med obema objektoma,
objektoma, ki bo v prihodnosti služil tudi kot prostor za druženje. Na to ploščad sta postavljena oba objekta, v katerem smo umestili ta stanovanja. Zanimivost pri umeščanju stanovanj na podobne lokacije v Ljubljani je v tem, da imamo ponovadi pravilo v začetku, da koliko lahko umestimo parkirišč, ker je potrebno kar nekaj parkirišč za ta stanovanja, toliko lahko potem tudi pozicioniramo stanovanj. Se pravi, prej se nam zaustavi, nam zmanjka prostora pri pozicijah za parkirišča. Tukaj smo v delno vkopani kleti od spodaj umestili skupno v notranjosti 22 parkirnih mest za avtomobile, eno parkirno oziroma dve parkirni mesti za dvokolesna vozila oziroma za enosledna vozila. Na ploščadi pred samim objektom pa je dodatno pozicioniranih še 5 parkirišč. Seveda pa smo poskrbeli tudi za kolesarnice, tako da smo v dodatni spodnji kleti, se pravi v kleti -2, celoti umestili prostor za kolesarnice in pa za shrambe, ki so pri teh stanovanjih tudi potrebni. Dodatna kvaliteta, kot sem že prej omenil, je v tem, da tudi iz kleti, v kateri je kolesarnica, se pravi v kleti v -2 etaži, imamo nekako zagotovljen dostop na teren navzven, tako da s kolesom hitro pripeljamo v to drugo kletno etažo in ga tam pustimo. Enako velja za garažo, ki je v prvi kleti, je tudi direktno, brez vsake rampe, dostopna za avtomobile. Koliko stanovanj pa je tukaj, kakšne kvalitete imajo? Predvsem ni bistveno, koliko so stanovanja velika, bolj je bistveno, na kakšen način so notranji prostori v stanovanjih razporejeni. Večina investitorjev takoj zahteva čim večjo kvadraturo stanovanj, bolj pa je pomembno, da smo v neko racionalno kvadraturo sposobni umestiti vse, kar stanovanje potrebuje. V tej večstanovanjski stavbi, v kateri je skupno 16 stanovanj, ima večina stanovanj okoli 70 kvadratnih metrov uporabne površine, vendar smo v to relativno malo kvadraturo uspeli umestiti prostorno dnevno sobo z kuhinjo in jedilnico, master spalnico, potem otroško sobo oziroma kabinet in pa večjo ložo, ki jo ima tudi vsako stanovanje. Posebna kvaliteta recimo teh stanovanj so tudi velike steklene površine. Vse steklene površine so visoke 2,7 metrov, razen v vrhnji etaži, kjer pa so zasteklitve visoke tudi 4 metre. Tako da največja kvaliteta razporeditev stanovanj, druga največja kvaliteta osvetlitev. Kar je posebnost, je tudi to, da smo imeli priložnost oblikovati 14 od vseh 16 stanovanj, se pravi oblikovati interjer 14 stanovanj, kar je bil svojevrsten izziv, saj smo v zelo kratkem času, medtem ko smo projektirali projekt za izvedbo, morali spoznavati tudi večje število individualnih investitorjev, ki smo jim prilagodili stanovanja oziroma njihovim specifičnim željam smo ta stanovanja potem prilagodili. Tako da lahko rečem, da imamo 16 unikatno oblikovanih stanovanj v nekako unikatno oblikovanem objektu. A so v projektu vgrajeni kakšni zanimivi materiali ali produkti? Ja, na tem projektu je kar veliko materialov in pa detajlov, ki bi bilo vredno omeniti. Recimo vse te zunanje površine, na katerih stojimo, so iz štokanega betona oziroma v tem predelu, kjer imamo prostor nad ogrevanim delom od spodaj, plošče iz štokanega betona, ki so dvigane na bozone. Preostale zunanje površine so v celoti narejene samo iz plošč iz štokanega betona, se pravi najbolj preprosta in iskrena materializacija. Vidimo, da imajo vse lože in vsa francoska okna od spredaj stekleno ograjo. Posebej pa bi morda omenil tudi še to fasado, ki jo vidimo na strani. Ta fasada oziroma fasadni plašč je oblikovana kot prezračevana fasada z vertikalnimi C-profili, se pravi tipskimi aluminijastimi C-profili. Lahko si predstavljamo, da je sestavljena na podoben način kot lesena prezračevana fasada, le da smo v tem našem primeru vertikalne lesene letvice nadomestili z aluminijastimi tipskimi C-profili, ki seveda dajajo čisto neko drugo zgodbo, kot pa bi jo dajala lesena fasada. Celotno materializacijo zunanjosti, se pravi okna, stavbno pohištvo, preostalo stavbno pohištvo, vrata, smo nekako poenotili v eni barvi in tudi v eni materializaciji, vse iz aluminija. Na ta način dosegamo kontraste samo z različno profilacijo, z različnimi globinami, s tem tudi z različno igro senc, ki je drugačna oziroma ki so drugačne v vsakem času dneva. Tako da ja, mislim, da je fasado dobro pri tem projektu še posebej izpostaviti. Kako ste pa rešili prezračevanje, ogrevanje in ostale inštalacije? Če začnem pri prezračevanju. Projekt je bil v prvi fazi grajen za trg, tako da
mehanskega prezračevanja ni bilo predvidenega. Bilo je predvideno naravno prezračevanje z odpiranjem oken. V drugi fazi, ko pa je projekt prevzel nov investitor, je seveda želel malce bolj dodelane zadeve, tudi kar se tiče prezračevanja, tako da imajo posamezna stanovanja vgrajene točkovne rekuperacijske sisteme, ki pač zagotavljajo nekako zadostno količino svežega zraka v notranjosti. Če grem naprej na ogrevanje, vsa stanovanja so, kot je v tistem času in seveda še sedaj predvideva ljubljanski občinski odlok, so ogrevana na plinske peči, se pravi vsako stanovanje ima svojo plinsko peč, ki je v večini stanovanj vgrajena nad pralnim strojem. To pomeni, da mora vsako stanovanje za to plinsko peč imeti tudi svoj dimniški sistem. Ogrevanje je seveda natalno gretje, tako da je s tem ta zadeva, kar se tiče ogrevanja, zaključena. Mogoče pri prezračevanju stanovanja ohlajamo s klimatskimi sistemi, se pravi s klimatskimi split sistemi. Zunanje enote smo skrili na streho za atiko, ki te zunanje enote tudi nekako skrivajo, tako da niso moteče v okolici ali pa ne bodi ga treba na fasadi. Elektroinštalacije. Pri elektroinštalacijah smo se spustili v projektiranje pametnih elektroinštalacij, ki jih imajo tudi vsa stanovanja in to seveda prinaša neko dodatno udobnost.